Ne morem verjeti, da gresta na misijo prijateljstva. To je neverjetno. Kako to misliš, Twilight? Saj sva že bili skupaj na misiji. Točno! Tokrat je zemljevid prvič povabil ista ponija na drugo misijo. To je nekaj posebnega. Verjetno zato, ker sva zelo dobre v reševanju prijateljskih problemov. Upam, da res, ker je videti, kot da bo tale malo bolj zapletena. Na vrhove nevarnosti gresta. Vrhovi nevarnosti? To je samo ime, ničesar ne pomeni. Tako kot Cloudsdale v oblakih in kot je kristalni imperij narejen iz kristala? Prav imaš. Kaj nam lahko še poveš o tem kraju, Twilight? Samo to, kar mi je povedal Rockhoof. V njegovih časih ni nihče vedel prav dosti o vrhovih nevarnosti, razen legende o starodavnem ščitu. Ta pravi, da je tam včasih živela skupina imenovana Kirin, poznani pa so bili po prijaznosti in govorjenju resnice. Zdaj veva, zakaj je zemljevid izbral naju. Nažalost so tam živela tudi druga bitja. Niriki, neustrašne zveri čistega ognja. Mogoče bi morala iti ti namesto mene, Twilight? Oprosti, Fluttershy, znaki ne lažejo. Prepričana sem, da bomo rešili prijateljski problem, ne glede na to, katero bitje ga ima. My little pony, my little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Do you know you're all my very best friends? Očitno nihče ne gre tako daleč kot mi dve. Mogoče vedo nekaj, kar mi dve ne. No, Fluttershy, že 100-krat sem ti rekla, ni se ti treba bati. Žal mi je. Res si naju prestrašil. Nisem vajen, da bi se kakšen poni kdaj peljal z vlakom do konca linije, do končne destinacije, zadnje postaje. Se razumeva, zakaj? Tukaj ni drugega kot neraziskano območje in divje zveri. No, mogoče pa se lahko čisto malo bojiva. To so gotovo vrhovi nevarnosti. Kar naporno, kaj ne, Fluttershy? Tako, to bi moralo biti dovolj rož, da bo vašemu drevesu udobno. Fluttershy? Kaj pa počneš? Zdaj ni čas za opiskovanje porednežev. Na misiji prijateljstva sva, se spomniš? Ja, ampak pravzaprav... Pridi, zapravljava svetlobo. Vem, ampak izvedela sem, da... Na tisti vrh morava splezati. Če uporabiva nekaj vrvi in masti, bova prišli... Pa Jack, me lahko prosim poslušaš? Rada bi ti povedala, da so mi veverice pokazale bližnjico do vasi Kirinov. Oprosti, Fluttershy, očitno sem se preveč vživela v pustolovščino. Že v redu. Če se ne bi vrnila pome, bi se verjetno ves dan pogovarjala z vevericami. Upam, da to ni Nirik. Pokaži se!
Živjo, jaz sem Applejack in tole tukaj je Fluttershy. Če imate kakšne prijateljske probleme, sva prišli pomagati. So pa tihi, kaj ne? Prihajava iz Konetaje in zelo naju veseli, da sva vas spoznali. Torej, kako vam je ime? Applejack, Fluttershy, se spomnite? Mogoče naju ne razumejo. Ali razumete najin jezik? Ampak ne govorite. Ne morete ali nočete? Nama lahko za trenutek oprostite. Vprašati moraš tako, da lahko odgovorijo z ja ali ne, sicer ne bodo odgovarjali. Tako kot govorimo z Angel Zajčkom? Naravno, jaz vedno vem, kako se angel počuti, ampak ti Kirinci ne kažejo čustev. Ampak kako bova rešili prijateljski problem, če nama pravzaprav nihče ne pove, za kaj gre? Kirinci so bolj tih kot jabolčni cvet na snežni dan. Ampak vseeno, gotovo jih lahko pripravijo do tega, da spregovorijo. Čudovit dan je, tako? Tok. Zdaj pa vi rečete, kdo je? Policija! Policija, kdo? Policija! Recite nekaj. Mislim, da bom kihnila. Gesundheit. Ali nihče izmed vas ne govori? To je pa že bolje. Tamna strašljiva pot, ki vodi na neznano območje. Veš kaj, sladkorček, ti ostani tukaj in poskusi spraviti kakšno besedo s Kirincev. Jaz pa bom poskusila najti nekoga, ki govori. Bodi previdna. In pazi se, ni riksal. Si videl kakšnega Kirina, ki govori? Mogoče veš, kje bi ga lahko našla? Pri naši Celesti. A lahko spregovoriš? Pa sem te. Oprosti, ampak to je bilo predobro. Ne veš, kako zelo pogrešam šale in krohotanje. Sem to prav naglasila, nekaterih besed že nekaj časa nisem izgovorila. Živijo, jaz sem Autumn Blaze. Ravno si prispela in mogoče si utrujena ali pa lačna ali pa razmišljaš in bi rada spala in jedla in zapisovala, kar bi morala storiti, seveda. Ampak najprej, kako lepo je govoriti z nekom, toliko časa je minilo. Povedati mi moraš vse o sebi, toliko je treba povedati, toliko storiti. Poglej me, kar govorim in ti še nisi videla. Kaj pa govorim, seveda, da nisi. Tako da bom kar, sledi mi. No, to pa je bilo nekaj. To je neverjetno. Se ti res zdi, da je? Svetloba se odbija od vsega, kot da se je vse zbudilo v trenutku, ko si to zagledala in pomisliš, da mogoče voda in gore in gozd in Mavrica in zvezde in nebo gledajo na tebe in si mislijo enako kot ti, da smo vsi del nečesa, da je vse samo ena reč in vsi mi smo sestavni deli. Hotela sem reči, da je lepo, ampak ja. In to je samo prvi postanek na potovanju neverjetnih reči, ki jih bova videli, vonjali in prehodili. Že dolgo nisem mogla tega deliti z drugim ponjem, ker so se vsi zavezali k tišini, zato je zame precej velik zalogaj. Wow, čakaj, zaveza k tišini? Zaradi tega so me prosili, naj odidem. Upam, da to ni boleča tema, ampak mi lahko pojasniš, zakaj so se odločili, da ne bodo več govorili? To je dolga zgodba. Bi raje videla, da ne govoriva o tem? Ja. Razumem. Raje zapoje. La 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 la.
govorili in peli, nismo bili tiho. Govorili smo vice in šale, nastop je bil pravi finale. A nekega dni vsi sprli so se, grde besede izrečene so bile. Olje na ogenj bilo je prilito, razprtije razširila se je. Ogenj razprtije, zažgal je vse. Oprosti, pozabila sem, kako rada imam rimanje. Kje sem ostala? Oh, seveda. Vesela vas je bila uničena, odnosi slabili so se. Tako spoznali smo vsi, beseda lahko boli. Tišina zdaj je rekla vodja, vse je utihnilo. Potopili smo se v tišino, kar vse je spremenilo. Voda je pomirila čustva in spet je zavladal mir, ker odzet mi je bil glas, nastopil je dolg čas. Resno, sudoku ne morete prav dolgo zabavati. Maurica prikaže se samo po dežju, tudi jabolka črviva je lahko. Ne moreš reči ne veselju, če te je strah malo žalosti. To je modrost, ki je Kirinu novost. Ujeta v tihem sem zaporu z glasovi v moji glavi. In na to se spotaknem in vse se popravi. Našla sem zdravilo za glas in postala pravi zabavljač. Leta in leta podlačenih besed, preveč so bila za moj svet. Niso marali šal in pesmi in dnevne doze novic, tudi igr ali govorov, kritik tudi ne. Zgodbe o Kirinu, ki se skril je pod oder. Izseljubil operno pevko, nosil smešno masko čez pol obraza, veliko igral na orgle in postal depresiven, ker se je pevka zaljubila v drugega in zato jo je odpeljal v njegovi podzemni gondoli. Vodja mi je dala vedeti, odločiti se moram. Lahko ostanem in z njimi živim, a govoriti ne morem. Kavč ni šel skozi vrata, nastala je zlagata. Razgled bil zelo je lep, a osamljen je moj svet. Dajmo, fantje! Maurica prikaže se samo po dežju in svečani sveti, dokler ne zagori. Ne moreš reči ne veselju, če te je strah malo žalosti. To je modrost, ki je Kirinu novost. Zelo sem jih učila, a strah je bil vladajoča sila. Po dežju pride Maurica. Po dežju pride Maurica. Ne morem verjeti. Noben poni se ne bi smel odpovedati svojim občutkom samo zato, da se ne bi jezil. To sem rekla tudi jaz, saj veš, ko sem spet začela govoriti. Stavim, da je to tisti problem, katerega sva prišla s Fluttershy rešiti. Res? Kdo je Fluttershy? Oh, si pomenovala svojo senco? Moja se imenuje Mračna silhueta v deželi zahoda. Okej. No, če bi se pogovorili z ostalimi Kirinci, bi jih morda lahko prepričale, da te vzamejo nazaj. Mogoče jih lahko celo prepričamo, da vzamejo tvoja zdravila. Oh, ja, seveda. Samo ena malenkost. Proti strup iz moje anekdote ni ga več. Ni več zdravila? Prejšnjega sem naredila iz zadnjega cveta žrebičkove sapice in od takrat jih nisem več videla. No, če bi bilo preprosto, to ne bi bila misija prijateljstva. Začela bom s tem, da te prijatelji ponovno sprejmejo medse. Veš, tako med nama nisem prepričana, da jih bo prepričala v to. Ne, ampak upam, da jih bo. Fluttershy, pogani kaj? Ugotovila sem, kaj je tukaj problem. Jaz tudi. No, povej. Stavim, da Kirinci nimajo tega problema. Ne. Korkoli, pripraviti jih morava do tega, da spregovorijo. Ne. Ne smeva dovoliti, da se to zgodi. Mislila sem, da si ugotovila, kaj je problem prijateljstva. Sva se morda narobe razumeli? Kirinci so ponavadi mirni in prijazni. Ko se razjezijo, se spremenijo v nirikse, bitja iz ognja in maščevanja. To zveni bolj strašljivo, kot je bilo v pesmici. Zadnjič, ko se je njihova vas prepirala, so se tako razjezili, da so po nesreči uničili celotno vas. Zato so se odločili, da bodo poskrbeli, da se to več ne bo zgodilo. Ampak zato še ni treba nehati govoriti. Ja pa je. Ogenj je nevaren, sploh v gozdu, kot je tale.
pomisli na vse živali, ki bi lahko trpele. Ne bi, če se ne bi spremenili v ogenj bruhajoče nirike. In kako boš poskrbela, da se to ne bo zgodilo? Gotovo obstaja boljši način, kot da se odpoveš svojim čustvom. Applejack, ne poslušaš me! Ker to, kar govoriš, nima smisla. Kaj pa počnejo? Hej! Ja, mogoče jih je zaskrbelo, ker smo se prepirali. Presneto. Samo normalen prijateljski nesporazum imava. Res! Kam naj jo peljejo? Do potoka tišine. Če padeva v vodo, ne bova nikoli več govorili ali čutili. Je že v redu. Mislim, da jo poznam. Pomagati nama skuša. No ja, ne smem dovoliti, da utišajo edino prijateljico, ki govori z mano. Govori? Še sanja se ti ne. Fluttershy, spoznaj Autumn Blaze. Hvala za tole ognjeno steno, ampak mislila sem, da so niriksi nevarni, ko so jezni. Kako si vedela, da lahko obvladuješ jezo? Saj nisem. Očitno je jeza kot druga čustva. Ne gre za to, da jih imaš, ampak to, kaj storiš z njimi. In to, da se odpoveš sreči, da bi preprečil jezo, ni pravo življenje. Na to pa nisem pomislila. Ne morem si zamisliti, da ne bi mogla govoriti s svojimi živalskimi prijatelji. Farnflair, ti si se nekoč tako zelo rad smejal. In Rainshine, ti si pela najlepše pesmi. Ali ne pogrešaš tega? Vem, da vas je strah prepiranja, ampak prijatelji se lahko prepirajo, ne da bi kaj uničili. Vsak poni se kdaj razjezi. Celo Applejack in jaz se kdaj skrigava. Kaj? Kdaj se mi dve kregava? Na poti sem sva se in potem glede njihove tišine in ta trenutek. Ne strinjava se vedno, ampak ne pustiva, da to vpliva na najino prijateljstvo. In če ste res jezni, si vzemite nekaj časa in bodite nerik nekje, kjer ne boste nikogar ranili. Mislim, da skuša nekaj povedati. Ok, si lačen? Oh ne, nek kirin je ujedel udnjakov. Ok, dojenček riba. Dojenček riba usta, nekaj, karkoli. Napiši to. To me zelo jezi. Mi lahko oprostite, takoj se vrnem. Kaj si hotel reči? Rad bi zdravilo za potok tišine. To je čudovito! Ali ni? Ja, bilo bi. Ampak ni več rož, iz katerih se naredi zdravilo. Si prepričana? Popolnoma prepričana. Verjemita mi, zadnje čase sem bila veliko sama. Celoten gozd sem preiskala 73 krat in pol. Ampak mogoče bi našla kaj, če bi dokončala 47. obhod. Ko bi nam le lahko povedala, kakšne rože iščeva. Imenujejo se žrebičkova sapica. Za te pa še nisem slišala. Fluttershy, malo pomoči? Pravi, da ve, kje lahko najdemo žrebičkovo sapico. No, kaj pa potem še čakava? Greva! Tako je videti žrebičkova sapica? Autumn Blaze ni prečkala vrhovne varnosti, da bi jih iskala tukaj. Dolgujem ti opravičilo. Zakaj? Če se ne bi zaradi svoje prijaznosti ustavila in pomagala vevericam, ne bi nikoli našli te rože. In če ne bi zaradi tvoje iskrenosti Kirini spregovorili, je ne bi bilo treba iskati. Potem pa še dobro, da je zemljevid izbral obe. Našli ste jih, kje so bile? Povejta mi vse in ne izpustite niti najmanjše podrobnosti. Seveda, najprej pomembne reči. Autumn Blaze, dala si nam krasno darilo. Spoznanje, da je jeza znotraj nas, ampak da je naša odločitev, če jo bomo spustili ven. Zelo bi bili veseli, če bi prišla ponovno živeti k nam. Ne veš, kako zelo smo pogrešali tvoj čudoviti glas. Marica!
samo po dežju in svečani sveti, dokler ne zagori. Ne moreš reči ne veselju, če te je strah malo žalosti. To je modrost, ki je Kirinov novost. O ja, krmarica prikaže se samo po dežju. Oj, mali poni, oj, mali poni. Moj mali poni. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.